No, kot vidimo, in to ni težko ugotoviti, da gospodarsko stanje v Sloveniji ni preveč dobro. Zlasti tendence, trendi, kakšni so seveda zaskrbljujoči. Namreč naš bruto produkt se zmanjšuje, povečuje se naša zadolženost, izgubljamo delovna mesta, izgubljamo gospodarsko konkurenčnost, splošna gospodarska klima je nezadovoljiva, podjetniki niso optimisti in zato so seveda zelo nujni ukrepi, da izboljšamo atmosfero, da se pripravijo ukrepi in seveda, da zberemo sile, da bomo lahko sami odločilno posegli v to, da se bi trendi negativne rasti zmanjšali oziroma da spremenimo gibanja počasi, seveda počasi zavestno v pozitivno smer. Seveda zato bo pa potrebno veliko bolečih ukrepov, prvič na področju varčevanja. Kot vsi vemo, in mislim, da je zdaj mora biti vsem jasno, da seveda porabimo daleč več, kot ustvarimo, da je proračun pokrit z našimi prihodki približno samo 80%, da 20% vsega, kar porabimo, dobivamo kot posojilo iz tujine, na ta način se zadolžujemo in seveda pot v to smer bo peljala seveda v še mnogo večje težave. Ja, na žalost, na veliko žalost, nimamo druge izbire. Vsi vemo, kako težko se je odpovedati pridobljenim pravicam, pridobljenem nivoju življenjskega standarda in tako naprej. Vendar, ko pogledamo našo splošno, skupno makroekonomsko sliko, druge izbire ni. Ker smo predragi, ker trošimo preveč, moramo prilagoditi naše trošenje temu, kar ustvarjamo. Pa celo te ukrepi, kakršne vlada zdaj predvideva, če bi se uresničili v celoti, bi prihranili na letnem nivoju približno 800 milijonov evrov. Primanjkljaj pa je seveda tam v višini približno 2 milijardi evrov. To se pravi, morda bi prihranili slabo polovico tega, kar nam manjka. In že to je strašno boleče. Čeprav je bila to opravljena naloga komaj slabo polovično. To pomeni, da moramo seveda pristopiti k temu. Gotovo bomo vsi prizadeti, pomembno bo to, da se ta breme skuša razdeliti čim bolj pravično. In drugič, da smo vsi državljani obveščeni, zakaj in kako. In moramo seveda to vsem en drugemu povedati, da je to nujno zlo, ampak če tega ne storimo danes, bo jutri seveda cena še bistveno višja. Tako kot pri bolezni. Če odlagamo, če zdravimo z aspirini, če jo ne priznamo in se ne gremo zdraviti, potem so posledice kasneje, ko začnemo še bistveno hujše in seveda cena še bistveno večja. Tako da je seveda potrebno uskladiti to, kar porabimo. Porabimo pa največ seveda v javnem sektorju za plače, zato so v plače gotovo tudi tisti del, ki je na udaru. Ne smemo pa pozabiti seveda, da prihranki, ki bodo ustvarjeni, so nujni, ali pa to delovanje, ki ga je vlada začela, je nujno zato, da dobimo spet kredibilnost v tujini. Samo iz tujine bomo dobili potrebna sredstva in kapital za zagon gospodarstva. Če ga pa hočemo dobiti nova sredstva, nove naložbe, nove investicije, potem pa seveda mora država biti kredibilna, da bi jo posojilodajalci verjeli, da smo sposobni tudi posojila v bodoče odplačevati. Samo na ta način nam bojo še posojali denar tudi za naložbe. Naložbe so pa nujno, da bomo ustvarjali nova delovna mesta, da bomo ustvarjali zagon, da bomo povečali gospodarsko rast in seveda, da bomo sposobni tudi povečati prihodke, tako proračuna kot svoje seveda osebne prihodke in življenjski nivo. Samo to bo zelo mučen, mukotrpen, zahteven in vsestranski proces. Gotovo je najbolj boleče, če govorimo o tem, recimo, da se bomo odrekli določene stvari, ki jih naši otroci imajo ali družine imajo v vrtcih, v šolah in tako naprej. Gotovo je to boleča zadeva. Kot vidimo podatke, da imamo določene standarde, tudi v osnovni šoli, pa v vrtcih in tako naprej,
nadpovprečno dobre. In tudi, če se primerjamo z našim okoljem, recimo z državami OECD-ja ali pa tudi z Evropsko unijo, imajo tudi nekatere bolj razvite države mnogo bolj ostre ali slabše standarde in moramo se določenim stvarim odpovedati. Če imamo danes v razredu povprečno samo 18 učencev, jih imamo lahko tudi seveda nekaj več. In jaz ne vidim druge izbire, sicer vsak lahko zase ve, kaj bi lahko naredil boljše ali drugače. Namreč, če ni, si ne moramo privoščiti, nažalost. In seveda tudi družine bodo prizadete. Moramo se pa zavedati, da smo morda celo premalo hvaležni za to, kakšne standardi danes veljajo. Mislim, da smo izjemna država, da imamo 12-mesečno porodniško, da je bilo še pred 30 leti je bila porodniška samo 105 dni. Hvala Bogu, da je, nimam nič proti, ampak to stane. In seveda moramo reči, komu bomo dali, komu bomo vzeli. Seveda je pa to izjemno zahtevna izbira, kaj je zdaj manjše zlo. Vsega tega, kar smo imeli, se nažalost ne moramo privoščiti. Gotovo pa niso krivi za to, če bi rekel, porabniki, ljudje, državljani, kar tako. Vsak bo rekel, jaz nisem nič kriv, jaz sem pač delal, živel tako, kot sem v svojih močeh povedal. Ampak vsi skupaj pa bomo mogli seveda svoje stran poti plačati, tudi če mislimo, da nismo krivi. Imeli smo pač razmere, kakršne smo imeli. Imeli smo vlade, kakršne smo imeli. Imeli smo politiko, kakršno smo imeli. Imeli smo znanje, voljo, kakršno smo imeli. Imeli smo pravni sistem, ki je deloval oziroma ni deloval in tako naprej in tako naprej. In lahko pogledati, kakšni vsi vzroki so pripeljali do tega, da je naše gospodarstvo in družba postalo neučinkovito. In seveda ta neučinkovitost se nažalost bo poznala na življenjskem standardu tako družin, otrok, šol, starejših in mislim, da prav bi bilo, da se to smiselno in sorazmerno porazdeli. Seveda s tem pa, če se le da zaščititi tiste, kar so najbolj ranljivi, to so pa družine oziroma zlasti mlade družine. To so seveda različne prakse, različne teorije, različne stvari. Mislim, da sam dvig DDV-ja gotov je eden od možnih ukrepov, da se uravnovesi bilančno neravnovesje države. Vendar, kot se je že vlada odločila, so na prvem mestu drugi ukrepi. Ker povečan DDV seveda bi prizadel po vrsti vse državljane, pač v sorazmerju, kolikor trošijo, vplival bi tudi na povečanje seveda cen, na inflacijo in povečal bi tudi našo nekonkurenčnost, oziroma poslabšal bi našo konkurenčnost. Naša konkurenčnost pa je v svetu že tako strahotno nazadovala. Mi smo bili še pred 3-4 leti na nekje okrog med 20. in 30. mestom v konkurenčnosti v primerljivih državah, približno 60 držav se spremlja. Danes smo prišli tam na 50. mesto. In seveda vse, kar poslabšuje konkurenčnost oziroma povečuje stroške poslovanja podjetij in družbe, bo poslabšalo dolgoročen položaj. Morda pa bo kasneje kdaj morda potreben celo ta ukrep, če drugi ukrepi ne bojo zadostni. No, jaz bi rekel, da sem razočaran nad njihovim stališčem. Razumel bi jih samo toliko, če je to pač neka predstava za lastno sindikalno članstvo. Da vidijo, da se zavzemajo in tako naprej. Vendar mogli biti pa toliko pošteni, da bi povedali in pogledali resnici v oči. Namreč dejstva so izjemno kruta in tudi če negiramo dejstva, se dejstva ne bojo spremenila. In tudi če si predstavljamo, da je svet tak, ki je bil včeraj, svet se je spremenil in je popolnoma drugačen. In se mi zdi, kot da sindikati živijo v nekem drugem svetu, oziroma da manipulirajo, oziroma hočejo na tak zelo enostaven, manipulativen način se prikazati kot zagovorniki pravic svojega članstva in tako naprej.
Absolutno, sindikati so gotovo tudi potrebni, so nek korektiv proti zlorabam, ampak vendar morajo se zavedati dejstva, v kakšnem svetu živimo in kaj se je spremenilo in kakšne so možnosti. Namreč, če bi stavka in stavkanje, ki jih napoveduje naprej, karkoli pomenila, potem bi bilo dobro, da stavkamo en teden vsi skupaj ali pa morda celo leto, ker če bo to rešitev, potem bi bil krasen izhod. Namreč tudi predstavljamo se, da bi kmet šel stavkati, ker ima slabo letino, potem bi šel pa še stavkati, protestiral proti komu? Proti samo sebi. In protestiramo proti sami sebi, oziroma če ne želimo videti dejstev, je seveda to ali neumnost ali pa manipulacija. To je seveda izjemno težko vprašanje, kaj narediti, da bi gospodarstvo okrevalo. Imamo množico inštitutov, institucij, ki se s tem ukvarjajo, vendar mislim, da je predvsem potrebno imeti eno zdravo pamet. Podjetniki, obrtniki in vsi opozarjajo na eno stvar. Ustvarjati je treba klimo, ustvarjati je treba vrednote, jih spet pripeljati nazaj. Namreč, da je delo nekaj šteje, da je delo vredno, da manipulacije, goljufije, kraje, špekulacije niso pravi način, da je lahko samo pošteno delo, da so lahko samo inovacije, da je lahko samo inventivnost, dobra organiziranost, uspešna prodaja in tako naprej. Ampak zato pa rabimo znanje, zato rabimo sposobne šole, zato rabimo sposobno primerno zakonodajo, da bo ustvarila pogoje, da debirokratiziramo to državo, da bomo ponosni na to, da nekdo ustvarja in dela, da bomo ponosni na to, če tudi kdo ustvari s svojim pametjo, rokami, organizacijo, idejami neko bogatstvo, da mu ne bomo zavidali, ampak da bomo po drugi strani tudi preganjali vse tiste zlorabe, goljufije. In moramo reči, da ta država 20 let in več ni reagirala tako, kot bi morala na vse zlorabe. In kakšen signal je bil to za vse ljudi po vrsti? Ni vprašanje samo tajkunov. Tajkuni so imeli priložnost, seveda, da so na veliko lahko grabili ali jemali. Potem imamo pa še seveda zgodbo navzdol. In je vprašanje vrednot, da ali smo dali tisto, kar moramo in moramo dati tej družbi, državi, svojemu delovnemu mestu, kjerkoli počnemo. No, trudimo se, da bi deloval uspešno, zlasti, da bi kljub nek prostor srečevanja ljudi, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, to so podjetniki, obrtniki, menedžerji in tako naprej, ki so zainteresirani. Radi bi prinašali dobre prakse, radi bi si v klubi dajali tudi energijo, voljo, seveda tudi druženje in da bi seveda skupaj razmišljali in tudi pomagali Sloveniji narediti potrebne korake, da bo gospodarsko spet uspešna država. Zato organiziramo razna srečanja. Letos smo imeli že 2 z dr. Arhanjem, predstavil bančni sistem, finančni svet in tako naprej. Gospod Batagel iz Postojne kot podjetnik svoje prakse, svoje delo in tako naprej. Prav v torek pa imamo spet drugi letošnji gospodarski posvet, ki bi ljudje povedali iz prakse in iz inštitutov, kako vidijo poti za izhod iz sedanje gospodarske krize. In mi bomo 5 eminentnih gostov in seveda vse vabim v torek 24. ob 6. zvečer v hotel Slon v Ljubljani. Hvala lepa tudi vam. Veliko se moramo še pogovarjati o vsem tem in me veseli, da sem lahko povedal nekaj besed.